Najprej bi se zahvalil organizatorjem za to povabilo Slovenske matici in ženskemu odboru Slovenskega centra PEN Mira. Vesel sem, da lahko spregovorim o pesnici Dori Gruden, katere 120. obletnica rojstva je minila lani, 2020, natančno prav sredi prvega epidemiološkega vala. Doro Gruden v vseh pogledih povezujemo z starejšim bratom, prav tako pesnikom Igom Grudnom, 1893-1948. Grudnovi so bili prava pesniška družina. Poleg Dore in Iga so pesnikovali še nekateri drugi bratje, vsaj Oskar in Pepi, ki pa nista objavila nobene pesmi. Vsaj, sem rekel, ker niti ne vemo, če je bil še to drug, mogoče so bili, ne vemo. Najbolj znan član družine je bil Igo Gruden, Ignacij, kot je zapisano v župnijskih knjigah, Dora pa je bila Teodora Danila in bila 5. od 10 otrok v dobro stoječi družini. Rojena je bila 1900 v Nabrežini. Oče je bil podjetnik, nekaj časa župan Nabrežine, lastnik kamnoloma, trgovine. In prav ta gmotni položaj družine je omogočil, da so se nekateri otroci šolali in so imeli tudi univerzitetno izobrazbo. Med temi sta bila tudi Igo in drugorojeni Franc. Igo Gruden je začel študirati na Dunaju in končal univerzo po prvi svetovni vojni v Pragi. Čeprav Iga Grudna ni več v šolskih učbenikih, ostaja še vedno nekako prepoznaven, zlasti v primorskem okolju, predvsem zaradi zbirke Primorske pesmi iz leta 1920, ki ga je nekako lansirala v literarno srenjo na Slovenskem. Igo Gruden je bil med obema vojnama eden najvažnejših predstavnikov socialnega realizma, bil je mojster ljubezenskih pesmi. Poleg Župančiča je bil tudi uveljavljen otroški pesnik, bil je tudi prejemnik nekaterih pomembnih literarnih nagrad pred drugo svetovno vojno kot po njej, na primer Banovinske nagrade, in v skupini prvih dobitnikov Prešernove nagrade 1948. V tej skupini so bili tudi nekateri klasiki slovenske književnosti, kot na primer Prežihov Voranc, Tone Seliškar, Vitomir Zupan. Dora Gruden je tudi našla prostor v slovenske antologije, na primer v antologiji slovenskih pesnic, ki jo je uredila profesorica Irena Novak-Popov, in liriki slovenskih pesnic 1849-1984, je pa vse skozi ostajala v senci starejšega brata. Kraji, kjer sta odraščala Dora in Igo, so po prvi svetovni vojni pripadli Italiji. Medtem ko so v času Avstro-Ogrske spadali pod Goriško, po prihodu Italije so prešli v eno drugo državo, Italijo, in administrativno pod Trst. Do novih oblasti je imel Igo Gruden kritično stališče, tudi v prej navedeni zbirki Primorske pesmi, izdani v prelomnem letu 1920, to je leto požiga Narodnega doma v Trstu in letu podpisa Rapalske
pogodbe, ki je določila mejo med Italijo, italijansko kraljevino in kraljevino SHS. Igor Gruden je imel tudi izrazito antifašistično držo, pri oblasteh ni bil dobro zapisan in to je bil eden razlogov, da je po prvi svetovni vojni izbral Ljubljano kot nov dom. Bili so tu tudi osebni razlogi. Prelomna letnica v družini Gruden je bila 1926, takrat umre oče Fran, ki je bil glava družine. Pogreb je potekal v izredno hladnem, vetrovnem vremenu, ko so po pričevanju nekaterih domačinov je celo zmrznila slina na trobilih godbe, ki je takrat bila prisotna na tem pogrebu. Zakaj prelomno 1926? Ker tudi zaradi gmotnih težav družine so se in preganjanja fašističnih oblasti oziroma se je večina članov družine odločila, da bo se preselila v SHS oziroma Jugoslavijo. Našli so zatočišče v Ljubljani in Srbiji, večinoma v Beogradu. Tu v Beogradu se je nastanila tudi Dora in nekateri drugi člani družine. Literarni začetki torej Gruden so bili prozni. Redno je začela objavljati v sredini 20. let v Ženskem svetu in njena prva pesem, tako smo nekako ugotovili, pa je bila objavljena leta 1926 v tržaškem časopisu Edino. Omenil sem Ženski svet, pri čemer bi rad poudaril, da to ni bila navadna ženska revija, ampak široko brana revija, ki je izhajala v več 10 tisočih izvodih. Izhajala je najprej v Trstu, nato pa zaradi nastopa fašističnega režima se je preselila v Ljubljano, torej uredništvo se je preselilo v Ljubljano in ta usoda revije Ženski svet je bila nekako podobna tudi v usodi Dori Gruden, ki se je prav tako preselila iz ene države v drugo. Ženski svet je bil, kot sem rekel, zelo brana revija in obvezno so je brale naše babice, prababice. Torej, Ženski svet, torej, vodile so Ženski svet pomembne razumnice tistega časa, kot Pavla Hočevar, Antonija Lavrenčič in druge pomembne ženske, ki so dale nekako dušo tej reviji. Dora Gruden ni bila deležna univerzitetne izobrazbe, kot nekateri od njenih bratov, in v duhu tistega časa pač ni bilo veliko deklet, ki so šle študirati na univerzo. Slavistka Lelja Rehar-Sancin je pred dobrimi 12 leti poudarila njeno iskreno željo po družini, ki jo srečujemo v marsikateri njeni pesmi, kjer, citiram, razočaranje prihaja v nemirno iskanje nekega cilja, varnega pristana v toplem domačem krogu. Konec citata. Vloge matere in žene Dora ni nikoli doživela. Ostala je neporočena in se večkrat selila. Vrsto let je živela v Beogradu, nato se je selila v Ljubljano, nato spet v Beograd, od tam nekaj časa na Dunaj, kjer je živela ena njenih sestra. Vrnila se je v Ljubljano, nekaj časa je živela v Portorožu. Zdaj, če nadaljujem predstavitev njene literarne poti, moram omeniti njeno sodelovanje z literarnimi revijami, kot sta bili na primer Ljubljanski zvon in Modra ptica, ki je bila v 30 letih prepoznavna literarna revija. In Dora je vrhunec doživela leta 1932,
ko je bila objavljena njena edina pesniška zbirka, to je zbirka Rdeče kamelije. Rdeče kamelije, ki je izšla pri Belomodri knjižnici, to je založbi, ki so prav tako kot Ženski svet vodile in ustanovile nekatere vidne razumnice, kot na primer Milena Mohorič, Črna Musar, Marja Borštnik in druge. O Rdečih kamelijah tedaj napiše ugodno kritiko Ludvik Mrzel v Ženskem svetu. Ludvik Mrzel je takrat zapisal, da, citiram, se v pesmih Dore Gruden razodeva dragocena, iskrena duša žene in človeka, preprosta, neposredna, nepotvorjena lepota veje iz njih. To so pesmi človeka, ki v zastrtih slutnjah doživlja svoj čas vsej polnosti njegove tragike. Manj ugodna je bila ocena, pravzaprav predvsem negativna je bila pa ocena, ki je zapisal Milan Bekar. Zdaj, odkot ime Rdeče kamelije? Rdeče kamelije, to je naslov po istoimenski pesmi, ki je izšla v zbirki. Navdih je dobila Dora po izletu v Opatijo nekaj let prej, 1927. Odlomek iz te pesmi. Kamelije rdeče, kaplje krvave iz srca vesoljne ljubezni, razodetje ognjeno lepote, harmonije večne. Od nje sem vsa bolna v tem vzdušju pomladnem, ob morju, pokojnem, pod nebom safirnim. Bolj kot pesem Rdeče kamelije, poznavalci dela Dore Gruden poudarjajo neko drugo pesem iz te zbirke, imenuje se Siva pesem. In v tej pesmi najdemo več motivov, ki so značilne za Kras. Siva je pesem Krasa v jekih zvenečih bičajev, burja do mojih ušes razbolelih. Iz delavnic in kamnolomov trga ječe se in z burjo zaganja v borovce pojoče, dled ob kamen, enakomerno udar na udar, dled ob kamen in težke roke, trudno srce. In najdemo borovce, burjo, kamen, to so vsi motivi značilni za Kras. Naslednje leto, 1933, je ta pesem našla prostor tudi v posebni literarni prilogi slovenske-hrvaške revije Istra. V njej, torej v tej prilogi, so takrat objavili svoje prispevke pisci, ki so potem postali nekako klasiki slovenske književnosti. To so bili primorski pisatelji, pesniki, Alojz Gradnik, Josip Ribičič in Ciril Kosmač. In takrat, 1932-1933, je Dora nekako živela svoj literarni vrhunc. 1933 najdemo njeno ime tudi na enem od spisku udeležencev mednarodnega kongresa Gibanja PEN v Dubrovniku. Maja 1933 je Jugoslavija pač gostila ta kongres. Na koncu Dora ni šla, je pa šel njen brat. Zakaj je to poudarjam, ker to je bil nekako prelomen, eden od prelomnih kongresov mednarodnega združenja PEN. To je potekalo nekaj mesecev potem, ko je Hitler prevzel oblast v Nemčiji, ko so sežgali knjige v enem od berlinskih trgov. Takrat je prišlo do živahne debate v gibanju PEN o teh dogodkih in obsodili so nacizem. To je bila prva nekakšna kljub futem temu režimu na mednarodni ravni.
do nacizma oziroma fašizma imel Igor Gruden zelo kritično stališče, kar je privedlo do tega, da je med vojno sodeloval z Osvobodilno fronto, bil zaprt v taboriščih. Igor pač znan tudi kot avtor taboriščne poezije. Iz pripovedovanja Nečaka Duleta, torej Igovega in Dorinega Nečaka Duleta, razberemo, da sta bila prav Igo in Dora najbolj angažirana člana te rodbine. Zdaj Dora se je recimo angažirala, se prizadevala recimo za uveljavitev ženske pravice, govorim za čas med obema vojnama, ženske volilne pravice v Jugoslaviji. Je pa res, da veliko tudi ne vemo o nekaterih njenih obdobjih. Dora namreč ni imela potomstva in zaradi tega nimamo dragocenih pričevanj potomcev. Dora je živela dramo okupacije Jugoslavije. Leta 1941 so letala nemške vojske bombardirala Beograd in poškodovala hišo, kjer je stanovala skupaj z mamo. Nekaj mesecev kasneje je mama umrla in člani rodbine so se tedaj zaradi vojnih dogajanj razkropili še bolj po svetu. Po vojni je Dora, podobno kot Igo, objavljala v otroški reviji Ciciban. Omenjam je tudi zato, ker je Igor Gruden, njen brat, nekaj časa urednikoval eno od teh rubrik v reviji Ciciban. Dora je objavljala tudi v drugih otroških in mladinskih revijah, na primer Pionirju in Pionierskem listu. Hkrati je precej prevajala in sodelovala z drugimi revijami, Našo ženo, Obzornikom, Ljudskim tednikom in tako naprej. Iz časa po drugi svetovni vojni sta pomembna ciklusa Beograjska pisma iz leta 1949 in Ljubljanska pisma, tudi iz tega obdobja. Objavljala je v tržaških razgledih. Včasih se je udeležila pesniških večerov. Lelja Rehar Sancin je opozorila na literarni večer v Trstu leta 1952 v okviru nastopov slovenskih pesnic in pisateljic po primorskih krajih. V razgledih je objavila tudi pesem o umirajočem bratu Igu iz leta 1949, ki govori o letu prej umrlem bratu. Igor Gruden je pač imel pomembno vlogo v Dorinem življenju, vplival je na njen opus, njeno ustvarjalnost, pesniško ustvarjalnost. Prej sem dejal, da je pomembna prvina njenih pesmi Kras oziroma primorsko okolje, vendar obravnavala je tudi druge tematike. Marjetka Sosič-Klun, ki je o Dori Gruden napisala diplomsko nalogo, izpostavlja erotičnost. Pesem Rdeče kamelje, ki je dala ime, kot smo rečeno, istoimenski pesniški zbirki, je erotična. Kamelja sama po sebi simbolizira ljubezen in strast. Vladimir Bartol je ob 60-letnici Dore Gruden zapisal, da se v njenih pesmih pozna vpliv tudi drugih klasikov, kot na primer Prešeren, Župančič in Gradnik. Toda tem verzom trdi Bartol, citiram, daje znatno mero vrednosti pristna ženska izpoved, pristno žensko čustvovanje in neki posebni prizvok. Bartol je tudi dodal, da bi se pesniška pot tako Iga kot Dore drugačno razvijala, če ne bi prišlo do fašističnega terorja na Primorskem, ki jo je pognal iz rodnih tal, pa čeprav v središče slovenske domovine. Dora je zadnja leta živela v Ljubljani, kjer je tudi umrla zadnji dan leta 1986. Pokopana je zraven brata Iga in nekaterih drugih članov družine, vključno z 2 sestrama na ljubljanskih Žalah. Na Brežini, njenem rojstnem kraju, se je spomnilo domače kulturno društvo ob 20-letnici smrti 2006, nato pa 10 let kasneje. Isto leto je Marjetka Sosič-Klun zagovarjala o njej diplomsko nalogo na univerzi
Novi Gorici, mentorica je bila Katja Mihur-Koponiš. Sosničeva je sodelovala tudi na omenjeni spominski prireditvi, na njej so bili tudi najstarejši Igor sin Primož in drugi. Za zaključek bi orisal njen značaj, oziroma njen značaj, ki ga je orisala, ki ga takole orisala njena nečakinja, žal že pokojna Marija Gruden, hčerka Iga Grudna. Dora je bila samozavestna, samostojna, skromna, varčna in natančna. Hvala lepa.